Klej tem že dojačka. Dobro jutro. Z Renaultem na Renaulta, s Cliotom se odpeljem na letališče v Zagreb, pa v Grčijo. Tam nas čaka pa ta nov Captur. Sem pozabil vožnjo posneti, nič hudega. Jaz sem že tukaj. Ta gre tudi zraven. Bok, dobrodošli. No zdaj pa, kdor je spremljal že na Instagramu, ve, kam sem pripeljal. V tem trenutku smo v okolici Aten, v Grčiji. Za mano vidiš novo, drugo generacijo Renault Capturja. A veš, kaj je ta avto prišel od leta 2013 na trg, ga je mrkdo po stran gledal. Pa so jih od takrat pa do danes v 90 državah prodali 1,5 milijona. Pravzaprav je Captur postal najboljši prodajan avto svojega segmenta v celi Evropi. No, pa noben več ni po stran gledal, zdaj smo pa tukaj. Druga generacija, 3-4 zdaj. Vous êtes à la winery, c'est un lieu un peu atypique. C'est un lieu où on fait un très bon vin conduit. Donc ils sont... Ok, gremo se pelat. Dobra voda. Kaj bi rekel, da je to za en material? Kaj je tak mehak, ja? Zgleda zanimivo. Ja. Za vsak slučaj. First flight, please. Ok, thank you. You're welcome. Bye bye. Bye-bye. Rekel, jaz danes ne dam v drugo, pa če mi daš pištolo na glavo. Da. Veš kaj pa zdaj na vrst prvi vtis? Saša so se ostalo, da narediva par fotk na enem čudovitem jezu tukaj za mano. Tole, kar je na drugi strani, je bil glavni vir vode za Atene. Orang jez, veš? Glej to! Kar se pa samega avta tiče, lej, po eni strani se v njem takoj počutim zelo doma. Tudi zato, ker v tem trenutku testiram Cliota. Notranjost je, razen kakšnih detajlov sem pa tja, več ali manj okrasnih, praktično identična. A veš, govorimo o splošni arhitekturi, kako pa kje je postavljena prestavna ročica, kje je vmesnik, kakšen je vmesnik, kaj se zna z njim početi, kakšno tehnologijo avto ponuja. Je pa res, da je vozna izkušnja vseeno malo drugačna, se bom temu pol posvetil. A veš, ker vseeno je malo višje težišče, je pa avto generalno gledano usmerjen predvsem v udobje. Menjalnik recimo ni športen, čeprav ta avto z videzom tudi malo nakazuje, mimogrede Renault, kar se oblike tiče, velik thumbs up. Ok, to je to za zdaj, gremo naprej. Počakaj me! A se ti v redu pele? Ja, pele se mi v redu, sploh glede na to, da smo v Grčiji, kjer ceste niso lih najboljše, pride ta mehkoba nekako še bolj do izraza. Jo, no danes je pa že naslednji dan, stisnil sem fast forward za dobrih 12 ur, tudi zato, ker se je vmes zgodila tiskovka, ker smo izvedeli še kup uporabnih informacij. Tako da v prvem delu videa sem se skoncentriral bolj na občutke, zdaj bom govoril pa o stvareh, zaradi katerih je ta nov Captur boljši oziroma drugačen od ta prvega. Mislim, veš, konkurenca je od 2013, ki je ta prvi Captur ven prišel orang ujačala, kar pomeni, da se je mogel face zboljšati, nova platforma, novi sistemi, celo priključen hibrid bo. Poglej, najprej ti bom recimo pokazal en zelo kratek video, ki je posvečen videzu. In v tem videu boš videl, kako se je avto v primerjavi s prvo generacijo spremenil od spredi. Désormais, avec cette nouvelle génération, Captur est plus athlétique. Pa od zadaj tudi. Poglej to. Maintenant à la face arrière. Là encore, Zdi se mi, da hoče biti malo bolj izzivalen in tudi je, in to mu paše. Meni recimo najljubši kot je direkt od zadaj, če ga gledaš takole iz centralne pozicije. Tudi zato, ker je fejst bulast, mišičast, potem pa bolj gre proti strehi ožji je. Za prostor to ne pomeni nič hudega, nič slabega, konec koncev je celoten avto od prejšnjega daljši za 11 cm. Ta prerastek prostora pomeni dobre stvari, predvsem za potnike v drugi vrsti, 2 ali koliko centimetra več za kolena, predvsem pa 4 cm več je za ramena. A veš, pridobiti 4 cm v širino, to ni kar tako. Pa ne pozab, ker je Captur večji, je tudi celotna sprednja ploskev večja. Zakaj je to pomemben? Je take stvari vplivajo ponovadi na zračen upor, a ne da? Količnik je pa vsem enak, ki je bil prej. A veš zakaj? Ker je Renault zelo spretno speljal zračne vrtinčenje okrog karoserije. Je pa tako, če pri karoseriji govorimo o evoluciji, pol kabini veliko bolj paše beseda revolucija. Samo to je zdaj tako. To kabino nismo tukaj prvič videli, vse to sem že včeraj omenil, ne? Ampak to je tako, ne moreš jo primerjati samo s Cliom, ker tukaj noter je ene vrste copy-paste tega, kar ponuja Clio. Ergonomsko recimo praktično nimam pripomb. Področje, kjer se mi pa zdi, da je najbolj napredoval, mislim, itak zgleda vse čisto drugačne. Ampak kakovost materialov.
Takih res trdih, neuglednih površin praktično ni. Je že res, da v tem trenutku sedim v temu z opremo Initial Paris. To je ta najboljša oprema. Ampak včeraj pa nisem v tem vse. Stari posod, kjer se dotakneš, so materiali mehki, prijetni na otip. Pa še ne par drugih trikov mi je všeč. Poglej, tole je ročica avtomatskega menjalnika, ki je nameščena na ene take vrsto letečo ali pa lebdečo konzolo. Vidiš, ne samo da zgleda dobro, tudi uporabno je. A veš zakaj? Prvič zato, ker je ročica razmeroma visok in tvoja desna roka ne rab ful potvrditi, da jo doseže. Drugič zato, ker imaš tukaj zgoraj en pedal. Tretjič pa zato, ker ta lebdeči stil, kakor mu pravi Renault, ponuja prostor še tukaj spodaj. Vidiš, tukaj je še en predal. Pa zdaj, če se že vrtimo okrog kabine armaturne plošče pa notranjosti, poglej, tako izgleda novo delovno okolje voznika in valjda sopotnika v avtonomnem Capturju. Pa dobro, jaz ti lahko zdaj cel dan plozam o ergonomiji in pa materialih, ne. Pomembna je ena druga reč, da se ti kot voznik ali pa sopotnik počutiš v tej kabini dobro. In v tej kabini se počutiš dobro. Drugače pa največ se vam za naučiti še, ko pride recimo do vmesnika pa povezljivosti. Renault je to povezljivost postavil, ne bom rekel, da na prvo mesto, ampak zelo so jo poudarjali. Jaz tega danes ne bi rad sodil, najraje avto počasi pride v Slovenijo na test, da se z njim bolj spoznam, pa bom pol kaj več povedal. Prav. Ja pa še to, odlagališč v tej kabini je za 27 litrov. To je točno 1 liter več kot prej. Pa tudi tale značilen predal, ki zgleda, kot da bi odpiral Kapetanovič prav predal pred hladilnikom, ostaja. Poglej. Pa dobro, všeč mi je tudi to, da imaš 2 USB porta spredi, pa 2 USB porta tukaj zadaj. Pa digitalna instrumentna plošča je v celoti digitalna, to recimo Renault Clio šele dobi. Pa kabina je še na drugačne načine dosti dobro prilagodljiva, druga vrsta recimo se pomika, do 16 cm vzdolžnega pomika imaš. In to pomeni, da imaš kufra za do 536 litrov, ampak sam pod pogojem, pazi, če izkoristiš dvojno dno, to se pravi, če tole polico spraviš takole dol, pa če klop za tistih 16 centi porineš naprej. Na pol imaš 536 litrov. To bojda v tem segmentu ni tako malo, pravzaprav s tem žgečka že prostornine segmente višji, če jaz prav razumem. Pa veš, kaj mi je še všeč? Renault se je zelo potrudil za vse tiste, ki bi radi kupili Capturja, pa ne bi radi točno tak, ki ga ima sosed. Kar pomeni, da bo, ko pride do zunanjosti, na voljo 90 različnih kombinacij. Tukaj imaš en lep primer. Pa ko pride do kabine, jih bo tudi en kup, ne 90, ampak 18. Lej, še en primer. Nous avons des packs avec des accents de couleur. Zdaj začel scati, se jaz pelem po Sašo, da ne bom moker, pa povem še kaj več o tehnologiji. Prav, ker ta je pa tudi kar zanimiva. Predvsem takrat pa dobro, no, ko govorimo o serijski opremi. Da še nehu, Saša so najdel eno luštno lokacijo, pravzaprav nas je ene par, da pogled to. A vidiš, tam nas delaš dol še 2 Capturja, čak, bomo približali. Pa pojmo še malo bližji. Evo ga. Pa še to drug. Kje smo pa ostali pri varnostni opremi? Te je v osnovi že kar velik. Čist vsak Captur, brez izjeme, ne glede na izbran paket, se bo recimo ustavil sam od sebe, kar pomeni, da ima sistem za samodejno zaviranje s prepoznavanjem pešc. Hotel sem to reči, da ima avto kupenih sistemov v seriji. Pa lane departure warning system, pa blind spot control. Teh sistemov je zdaj ogromen. Jaz ti bom zdaj pokazal eno sliko, tako kot ponovadi stisnem pauzo. Vzem si cajt, če te vsak od njih posebej zanima. Če ne pa piči dalje. Pa dobro, jaz bi mogoče izpostavil en sistem, Renault ga imenuje Highway and Traffic Jam Companion. V bistvu gre za Renault prvi resnejši korak na poti do avtonomne vožnje. Avto zna pri nizkih hitrostih sam prevzeti kontrolo. To se pravi, ti pustiš gas, bremzo, primer, gre za ene vrste radarski tempomat. Roke moraš seveda vedno imeti na volanu, ampak v gužvi je to vse, kar moraš početi. Lega modela. A paša, ne? Klej tepši do jajčka. Vse v bistvu ima prav. To je res. Janač, pa dajmo zaključiti točno tam, kjer smo začeli. Nič nisem povedal še o motorjih. Zelo na hitrico, 3 dizelske izvedbe, 3 bencinske, pri bencinskih bo izvedenke 2.1.0, pa 3 motorje 1.3. Na koncu pa kot krona celotni ponudbi bo tudi priključen hibrid. Pri tem priključenem hibridu bo zmogljivost baterije 9,8 kWh, električnega dosega, dajmo to vzeti z rezervo, 65 km, do 135 na uro se boš lahko pelil neslišno. Je pa tako, da če te motorji malo bolj podrobno zanima, Renault je pokazal eno luštno slikco, en tak lušten venček, vzem si čas, stisnem pauzo, pa si pogled.
In to je to, kar se tega vloga tiče, za zaključek pa samo še to. Fino je, da je Renault pripeljal oba Capturja. Ta prvega, sicer po faceliftu, pa ta drugega. Zdaj si pa lahko direkt pogledaš, kakšna je razlika, recimo, ko prijemo do sprednjega dela. Ni velik, ne? Ampak, ko se pa posvetiš detajlom, pa vidiš, da je tale vseeno majčkeno bolj agresiven. Pa mimogrede, včeraj sem govoril o vozni dinamiki, ne? Rekel sem, da ta avto ni športen. Res je. Ampak, če upoštevamo, da se je ta avto, se še zdaj spomnim, ko smo delali tisti prima test, peljal po dinamični plati z naskokom najmanj samozavestno, dajmo temu tako reči, je zadeva pri novincu vseeno drugačna. Še vedno ne mara ful hitro odpeljanih ovinkov, ampak jih pa vsaj tako, prenese jih, ne bom rekel z veseljem, ampak s tako posebne vrsto bravuro, ki jo do zdaj pri Capturju nismo poznali. To je pa tudi dobra informacija. Ok, zdaj pa to za danes, prav? Ajde.